Dobrodošli na podcastu. Evo, danes je 34. podcast, Zlatko ni bil 2 leti pri nas, tako da, kaj ne rečem, žalost. Ja. Hitro je menil. Ampak res, drugače realno. Mi dva sva začela delati podcast med kriznim časom, se pravi med covidom, tudi ti si bil takrat gost in od takrat se je marsikaj spremenil. Vidva sta se pa spoznala, zdaj pa sta, bomo rekli, tandem, sta se spoznala na protestih. Ne? Je tako. Je, točno. Ne vem, ne še čisto na prvem, pol mislim, da je bil tam drugi, tretji, ki sem bil jaz. Jaz na začetni nisem hodil. Ne. Pa sva se pa enkrat, tam je bil mal tak mračen, rahlo deževen dan, ne, pa sva se tam takrat prvič pozdravljali, tudi pa so neke fotke letele sem pa tja, ne, so nas objavili skupaj. No. Pol so bila pa kar na vezi, no. Jaz zmeraj pravim Zlatko, da je car, ne, ker je tudi zmeraj, nisva bila midva ne vem kako povezana, ampak zmeraj, ko je bilo meni kaj težko, pa ko so me nabijali v teh medijih, me zmeraj poklical, ti kaj pomagamo, kaj organiziramo, ne, kar me je ful presenetil pri njemu. Ne. Res tako iskreno ponudil pomoč, če kaj rabiš, poklič, me je poklical, ne, in to jaz cenim. Sej, on je, kolikor vem, Zlatko, se ti boš še bolj to povedal, ampak ti si dejansko njega najbolj razumel, ker v te afere z maskam ti si tudi bil linčan in videl sta mogoče glih Ja. se nekako Podobnosti so, definitivno. Ja. Boštjan Kotnik, zdaj tudi naš kandidat za recimo Radlje ob Dravi, moj dolgoletni prijatelj, človek v prvi fazi, je povedal za Ivana in mene, da naj jo vidi kot simbol upora tega zdaj v 2 letih, ker na vse zadnje je Ivanova pokončnost, odkritost pripeljala do tega, da so se protesti resnično začeli tako, kot se spodob, in kasneje 2 leti vse, kar se je odvijalo, je bilo pa samo nerazumevanje demokracije. Tako da srečala sva se prvič, potem ena slikca, in noben verjetno od naju ni imel nikakršnih načrtov, da bi karkoli, kadarkoli, ampak splet okoliščin naju je pripeljal do verjetno podobnega nekega zaključka. Ivan je tudi, če lahko tako rečem po domače, ostal brez službe. Meni je bilo tudi delo onemogočeno, poleg vseh teh stvari, kar se tiče samega javnega linča, pa verjamem, da tisti, ki so to doživljali, pa kaj podobnega, si znajo predstavljati, tisti, ki pa ne in ki obsojajo bodi si Ivana ali mene, bi jim samo držal pesti, da nikoli ne pridejo v tako fazo, kjer bi primer njihove otroke prodajali kot WC krtačke, samo zato, ker so branili Ustavo Republike Slovenije in se borili za svobodo. Ti prihajaš iz Fužin, se pravi iz Bokovskega naselja, zate pa vem, da si iz Velikih Lašč. In Velike Lašče imajo približno, mislim, da je 700 prebivalcev, je tako? Ja, mislim, da je kar podatek tam točen, ne vem. Daj mi zdaj povej, kako lahko nekdo iz tako, bom rekel, majhne skupnosti čez nekaj let dejansko postane kandidat za premijera Slovenije. Daj mi povej, kakšno si imel v bistvu otroštvo tam, če lahko malo opišeš Velike Lašče. Ja, Velike Lašče, to je formalno so nek trg, ne? Mogoče so bolj znane. Velike Lašče se dostikrat naziva tudi kot neka zibelka slovenske kulture. Vemo, v radiu 3 kilometrov so Josip Stritar, Primož Trubar, Fran Levstik, Jože Javoršek, ne? Zelo znana imena, tako da tam je ta neka kulturna tradicija zelo močna, tudi preko nekih ljubiteljskih društev in vsega. Je pa to zelo prijeten kraj. Za živetje sem užival, imel sem to srečo, da sem živel prav v centru naselja. Tako da sem imel vrtec, šola, trgovina, igrišče, to je bilo vse minuto stran in to je bilo prednost proti nekim drugim sošolcem, recimo, ki so živeli nekje bolj na obrobju, no, se že tudi Velike Lašče so neko obrobje, ampak to je zelo, ta naselja so zelo razpršena, tam mislim, da je celo 88 ali 89 naselij v tej občini, pa ni tako velika, da bi rekel, ne? Zelo, zelo razvejena po hribih, gričevnata, no. Ampak ja, jaz takrat, pač navaden mlad mulo v familiji, brata še imam starejšega, pa še enega polbrata,
In ta mladost je bila zame vrhunska. Najraje se spominjam igre na igrišču, ko smo se nabrali, cela molarija, banda, takrat se je še hodilo. Se je delalo slarije tudi, ne, itak, ampak. A pa si bolj iz tega, tam je bolj kmečko okolje, v bistvu ste imeli kmetijo? Ne, imela je, stara mama je imela prej, ki je bila soseda više, no pa so na tej parceli so pol moji starši zgradili hišo. Je bilo še nekaj, nekaj zajca smo imeli, no pa enkrat, ko smo jih jaz pozabil zaprt, pa je to vse se razbežalo, pa smo mislili, da se je pol enkrat to ukinili, pol, da tega ni bilo več. Drugač pa ne, je pa kmečko okolje, bolj ruralno, ampak narava vrhunska. Zeleno. Vse, super, res. Ampak šel si pa študirati, kje si delal, pa si šel na gimnazijo? Ja, jaz sem šel pol tle v Ljubljano na gimnazijo, ne. Kasneje sem pol na pravni fakulteti v Ljubljani doštudiral, pol pa v poklicne vode. Ne. Pa si kdaj mislil, da boš politik? Tako, mislim, da bi jim kdaj razmišljal, mogoče že kot mlad, ali enostavno to zdaj prišlo bam. Ja, to je bilo bam, mislim, če bi me nekdo vprašal 2 leti nazaj, da bom politik, bi rekel, če je blesal, ne, pa ja, ne, itak da ne, bolj sem sanjal mogoče, če bi se v kakšnih športnih vodah najdel, ne. Res. Jaz sem itak športni navdušenec, zdaj sicer manj, ne, ampak kot sploh tudi spremljal po televiziji, polk je Eurošport prišel, to so se meni nebesa odprla, sem gledal od pikada pa do konjskih del, vse, ni da ni. Najbolj blizu mi je bilo pa itak biciklizem, ne, kolesarstvo, da je tole, kar zdaj počnejo tile naši fantje, to je noro, ne, jaz sploh ne morem doumeti, ne, jaz sem gledal 3-tedenske dirke, recimo vse od 10. leta naprej, ne, še iz časov Indurajna, pa še prej. Vesel sem imela normalen, ko to gledaš ti dolgčasne, se ni niti kronometer, niti gorska, tiste ravninske dolgočasne etape, zdaj je pa itak nenormalno. Ja, ker jaz sem treniral kolesarjenje. Pri Savi, isto. In poznam ta feeling, veš, kaj ti kolo lahko da. Pa to sploh, pač Roglič, Pogačar, zdaj sem bolano. Ja, drugač pa basket, ne, košarka, to je bila moja velika ljubezen. Se vidi. Že takrat Jordan, ne, tako sem gledal, pa še tisto rivalstvo prej, tudi Detroit Pistons, pa to, moj brat je bil sicer 6 let starejši, vem, da si je pol v sobi, on je bil full za Detroit, ne, bad guysi, in je narisal čez celo steno njihov znak, ne, in to je bilo pol skozi neko preklanje, kdo bo koga, no, moj vzornik je bil itak Michael Jordan, ne, in to je bil idol zame, ne, ampak nisem ga ujel po športnih uspehih, po centimetrih pa v nulo. Hodona. Sej ti pa isto šport, ne, tebi je šport isto, boks, varianta. V določenih primerih sva res jaz pa Ivan na nek način yin-yang, ne, tako, če pogledaš. Ja, se je to, ne. Ja. Ampak šport je pa tista zadeva, ki naju definitivno povezuje. Če se lahko tukaj probam posoditi citat od Einsteina, življenje kot vožnja s kolesom moramo poganjati, da bi obdržali ravnotežje. In enako pri vseh teh izzivih oziroma pri vsem temu, kar se nam je dogajalo v zadnjih 2 letih, sem si vedno ponavljal te stvari, da če se predaš, si gotov. Nisi več v igri. In je treba verjeti v boljšo prihodnost in je treba živeti za prihodnost in ne se preveč obračati nazaj, kaj bi bilo, če bi bilo. Je tako, kar je, ampak vedno je treba biti fokusiran in pripravljen, da se lahko še kaj naredi več od življenja, kot pa samo poskrbeti za, po domače povedan, svojo ritko. Boks, sva že večkrat to temo omenila, nogomet, košarka, plavanje, mislim, mene vse, kar krepi telo in duha, po domače povedan, Slovenci smo športni narod, ne, sej zato je pač fajn, da je to pač redno na urniku, no, kakorkoli, ali spremljaš šport, ali si v športu, ali kakorkoli, ne. Kaj si hotel povedati? Definitivno rešitev za marsikoga je šport, tako da podpirati, kakor bi rekel, najlažje se je potem kitati s tujim perjem, ampak jaz mislim, da začetki so tisti, ki je treba podpreti mlade športnike, mlade ljudi, prepoznati v njih ideje, zanimanje in dati jim možnost,
Se pravi, marsikdo je bil talent, pa svojega talenta ni izkoristil, ker ni dobil mogoče priložnosti in tako naprej. In naloga družbe, ne samo staršev oziroma učiteljev, ampak nasplošno naloga družbe je, da eni druge motiviramo, da lahko postanemo boljši posamezniki. Ker boljši, kaj je posameznik, potem je tudi bolj zdrava družba. Vem, da si rekel, Ivan, da so ljudje odtujeni od politike in da danes vlada nezaupanje med, bom rekel, splošno populacijo volivcev ali kakorkoli, takih, kot sem jaz, takih, kot je recimo Filip. Zakaj mislite, da je temu tako? Že če pogledamo, kaj se dogaja, ne, zadnje 2 leti, pa tudi prej, ne, gre za neko gručo nekih elit, ne, ki si podajajo kljuke zdaj že 30 let. Javnost vidi, ne, čuti neko averzijo do politike, vidi, da se ne spremeni na bolje, ne, čeprav to vsi neke visoko leteče obljube, votlo leporečenje, vse bomo porihtali, vse bo super. Ne. Ok, ali pa recimo, če se na enem področju vsi programi strank prekrivajo, pa je nek presek, zakaj se vsaj ta presek recimo ne uresniči, ne, brez veze, ne, ker prvo je v bistvu kupčkanje, kdo bo kaj počel, ne, kdo bo izbran na razpisu itd. Ne. In ko javnost to spremlja, seveda misli, ne, da potem, ko nekdo vstopi v politiko oziroma ko je aktiven politiki, da so vsi enaki, pa to sploh ni res. Ne. Vsi pravijo, politika pokvari ljudi. Jaz se s tem čisto ne strinjam, sploh ne, ker pravijo, dej človeku moč in oblast, pa boš videl, kakšen je. Jaz pravim, ja, če mu boš dal, se bojo te lastnosti samo še bolj potencirale. Če je slab, bo še slabši, če je pa dobro, bo pa verjetno še boljši. Ne? In tle se da veliko narediti. Razumem pa ljudi, da imajo nek odpor do politike, se vidimo, 2 leti že spremljamo neke ping-pong igrice med levo pa desno, ne, ampak jaz zelo dobro poznam tudi to politično krajino, pa ta ozadja interesna. In jaz lahko iskreno prepričan trdim, da so veliko manj skregani, kot javnost misli. Veliko manj. Ne. Ko se lučka na kameri ugasne, se gre skupaj na kosilo in se potem še dogovori še kaj za naprej. Lepo, direktno. Yes. Skratka, 48% ljudi, kot sta ti in Fifc, ne hodijo redno na volitve. Kako pa veš? Jaz redno hodim. Ti, primer. Vzamem nazaj. Se pravi, recimo, da ne bom niti Fifca omenil. 48% ljudi... Hodiš na volitve? Ne redno. Sej, to se hoče povedati. Ljudje ne hodijo na volitve ne zato, ker jim je vseeno za prihodnost, ne zato, ker jim je vseeno za državo, ampak preprosto, ker sem imel zdaj veliko časa in sem razmišljal, zakaj je stanje takšno, kakršno je, sem prišel do svojega zaključka, ker so enostavno naveličani političnih rošad. Mi zaupamo svoj glas na osnovi enega človeka kandidatom, se pravi, ti v Kranju izbereš svojega kandidata na osnovi primer nekega posameznika, ki mu verjameš, in kasneje te kandidati razočarajo tudi tega svojega predsednika in se začnejo politične rošade in takšne stvari zabolijo volivce. Mene so zdaj v zadnjih časih tako bolele stvari, da sem rekel, da je to neverjetno in da je to razlog, da ljudje ne hodijo na volitve redno in v takem številu, kot bi sicer, če bi imeli mi demokratično družbo in resnično, če bi ljudi zanimal napredek, ker državnika zanima prihodnost, slab politik se pa vedno vrača v preteklost 91, 41 in tako naprej. Tako da za vse tiste, ki pravijo, da je politika kurba, jaz se s tem ne morem sploh strinjati, ker je vse odvisno od politike, cene goriv, cene hrane, kakšno imamo šolstvo, kakšno imamo plačo, vse je povezan s politiko in način, kako zdaj približati ljudem, da je politika veda, s katero mi resnično lahko poskrbimo, da ratamo boljša družba, bolj enakopravna družba. Rok, ti me poznaš, jaz sem probal prek glasbe. Prek glasbe gre, ampak te komadi,
kaj jaz opozarjam, recimo delovske pravice, boljšo prihodnost in tako naprej. Naše leto, naš glas, kjer so zelo kritični. Vse to, kar zdaj le govorim, je že napisano. Ne samo en album, na vsakem albumu so 3 komadi taki, kjer sem kritičen. Kaj se zgodi? Takšni komadi ne pridejo v eter. Težko pridejo do poslušalcev. Se pravi, tisti, ki mi rečejo, drž se raj glasbe, jaz se držim glasbe že 15 let in probam delati spremembe in vidim, da delno lahko polepšam dan in še naprej bom ustvaril muziko. Ampak, če želiš resne spremembe, ok, bodimo aktivni državljani, gremo na ulico. Smo bili 2 leti na ulicah, videli ste, kaj se ti lahko zgodi, lahko ti zaprejo račune, lahko ti vzamejo status, lahko ti protipravno vzamejo svobodo, lahko izpadeš, mediji te lahko pokažejo drugačnega, kakršen si v resnici, plus da ti ne dajo možnosti za govora, zato se ti še enkrat zahvaljujem in podpiram vse, ki date možnost nam, ki je možnost odvzeta, da bi javnosti zdaj povedali, kaj mislimo in kako razmišljamo. In pa prideš do zaključka, tudi na ulici ne moram priti do spremembe. In kako lahko potem pridem do spremembe? Tako, da sprejmem nov izziv, sprejmem nov izziv, probam dati se ljudem na razpolago, tako Ivan, tako jaz, tako celotna naša ekipa. In če nam bodo ljudje dali zaupanje, jaz mislim, da smo mi že pokazali, da smo vredni zaupanja. Na njih je pa samo, da se odločijo. Spet bomo eno Einsteinovo teorijo. Delati vedno enake stvari in pričakovati drugačne rezultate ne gre. Tako da na ljudeh je, da se odločijo, da dajo možnost ljudem, ki so pripravljeni zadevo pelati brez korupcije in pošteno, ljudsko. Jaz mislim, da je to dovolj pošteno povedan. Ampak zelo težko narediti to, ne, dejansko. Mislim, ti si danes meni lepo omenil, si rekel, ne voli programa, ampak voli posameznika. Ne. Veš, lih to, ne, jaz tebe poznam, recimo. No. In jaz vem, kakšen si ti človek. Zdaj, zadnjih 10 let sodelujeva, kakorkoli drugače, ratala sva dobra prijatelja, bila sva v večjih državah skup, ni da ni. Vem, kakšen si človek. Šli smo čez meje. In recimo, veš, za Ivana tudi imam zelo dober občutek, da je res tisti poštenjak, da je tisto vse. Verjamem pa v njega, zato ker ti verjameš v njega. A veš, in tega je premalo pri nam. A veš, lej, jaz vem, da ti ne bi šel v neko stvar, če ne bi bil 100% predan temu. Ja. Niti ne bi šel v politiko, niti ne bi šel to, če res ne bi mogoče čutil noter ta ogenj. V življenju se nisem predstavljal, da se bom mogel spustiti toliko daleč, da se bom mogel kandidirati, da bi lahko branil svobodo. Mislim, mi ne smemo pozabiti, kaj se nam dogajalo 2 leti. Meni ni dovolj zdaj, da me ti spustiš iz kletke in mi rečeš, na, odlet malo, pa zvečer pridi nazaj v kletko. Ne, ni to življenje. Ni življenje, da delamo 10 ur na dan in se vračamo vsak dan ob gužvah v avtih domov za tistih par tisoč evrov. Jaz mislim, da je življenje nekaj drugega. Življenje je svoboda in to moramo strmeti vseh temu. Jaz verjamem, da je veliko žalostnih ljudi. Ljudje niso srečni. To je težava naša. Mi se moramo zavedati, da je treba zavest na splošno družbo postaviti, da bo bolj vesela, bolj odkrita, da bomo spet ratali bolj prijazni eni do drugih. In s politiko deljenja, bodi si na leve, desne, rdeče, bele, tega ne bomo dosegali. Jaz pa ne želim imeti zunaj sovražnikov, podpiram pa seveda vse kritike in smo normalno pripravljeni na razpravo, glede na to, da nekdo razmišlja tako, nekdo tako, ampak jaz mislim, da s konkretnim pogovorom bomo prej najdali, če imamo mi željo, da naredimo nov klinični center. Jaz mislim, da ni ga politika, ki ne bi imel želja, da naredimo nov klinični center. In zdaj se samo sprašujem, kako pol, da nismo v 30 letih niti enega naredili. Ja, če zgine 3,5 milijarde na let, ne, jih imamo lahko 6 vsak let na novo. Ne. Mislim, ja, okay, kje je zdaj problem, ne, ampak vemo, kje je problem. Ne. Bi pa še to povedal. Ne. Naj z Zlatkom so povezvali v neke politične zgodbe, predvsem ti desnosučni portali, ne, vladni, da ustanavlja v stranko, ne vem kaj. To je bilo že poleti leta 2020. Resnica je ta, da
3 tedne nazaj Zlatko preleti na tle poslovne prostore, tle, kam ima stranka naše prihodnosti, nuno, kva smo zdaj, ne, kva dogaja, ne. Nekaj bo treba narediti, sem rekel, da je Zlatko ne kompliciraj, samo ruknati so obrazac. Točno tako je bilo. Obrazac, oglase za kandidaturo, za poslance, ne kompliciraj, podpiš tiste podatke, bomo izpolnili, spodaj podpiš, to je to, isti dan je pol še Boštjan Kotnik, ne prej omenjeni. Vtisica, dej še ti, ajde. Kaj da bi, itak da boš, dej podpiš, ne. Tako je bilo, ne, v bistvu po nekih teh osebnih poznanstvih, neke iskrene ljudi, dobro, ni šlo to po nekih, da bi rekel, kapitalskih vezah ali pa karkoli čist. Neki spontano. Nisem vzorc, koga moramo nodati, da se povežemo z umo. Ne, tega sem že jaz imel dosti, da so me vsi mamili, mi sem ponujal ne vem kakšne položaje, pa ne vem kaj, videli so v meni ko številko v procentih, 5, 6, 7, ne, kje bom prinesel nekomu, ne, vsem sem se po nekih javnomnenjskih anketah sešteval, ne, ker včasih 1+1 je lahko v politiki 1,7, lahko je pa tudi 4,5, ne, in tle je bilo v bistvu, jaz sem se pa po številnih grenkih izkušnjah, lažeh, manipulacijah, izkoriščenja mojega imena sem rekel, tega se jaz sigurno ne grem. No, tako da dajmo narediti eno čisto svojo zgodbo, ne, seveda se povezati še z drugimi, nekaj to nam je tudi uspelo, ne, je tudi več skupin, že ta stranka Naša prihodnost je v bistvu neka grupacija 3, zdaj smo se povezali pol tudi čez dobro državo, smo vložili skupno kandidatno listo, zraven je še Zveza za Dolenjsko, Gibanje SOS, tako da tega očitka na nas ne morejo niti, ker s pojavom Naše prihodnosti se ni pojavila nobena kandidatna lista, več k večjemu kakšna manj. Ne. Jaz bi tukaj res še dodal, ker to je zelo, zelo, zelo pomembno. Meni je bilo zanimivo, da so meni pisali super, lepo, ampak boste drobili glasove. Mi bomo drobili glasove. Zdaj pa tako, ponavljam še enkrat, 48% ljudi ne hodi na volitve, ne zato, ker se jim ne da, ampak zato, ker so naveličani političnih rošad. Mi definitivno ne bomo drobili glasov, zato smo se tudi povezali. Zdaj pa sprašujem javno, direktno, če hočemo opisati resnico, Einstein, pustimo eleganco krojaču. Sprašujem vse v KUL-u, zakaj se niso oni med seboj povezali vsaj 2 kandidatni listi, če jim ni v interesu, da drobijo glasove, oziroma če so to KUL. Ker če sem jaz nekom na KUL, sem pripravljen iti na skupno kandidatno listo in na ta način dobimo več prostora, manj glasov se drobi in tisto, kar je najbolj pomembno, jaz se ne bi spuščal sploh v ta izziv, ampak ker sem se jaz sam pri sebi vprašal, ali so to ljudje, ki bodo branili zdaj jeseni svobodo naših otrok, ali so to ljudje, ki se bodo postavili po robu vsem nepravicam, ki so nas doletele, od zapiranja v občine, policijske ure in tako naprej. Jaz, nažalost, sem prepričan zdaj, da niso. Ker če bi bili, bi to lahko pokazali, ko bi uporabljali vsa pravna sredstva, ker zdaj nam je že vsem jasno, da je to bilo protiustavno. Ampak oni še zmeri naprej si dajo gor na gobčnike, hodijo v službe in se dogovarjajo tam, kolikor se že dogovarjajo. Ampak jaz sem pa že opozoril prek svojega Facebooka, pa so lahko ljudje jezni na mene. Meni ni razlike, če mene dela, če me ima za budalo leva ali desna stran. Meni ni razlika, a mi krade lev ali mi krade desen. Meni ni razlika, a zdravstveni sistem trpi zaradi levih ali zaradi desnih. Vsem državljanom je dokaz, da niti levi, niti desni v 30 letih niso poskrbeli, da se jaz pa Ivan in ti danes ne bi rabila o temu pogovarjati. In zdaj, če mene vprašate, kako in komu zdaj zaupati, če želite spremembe, morate resnično voliti tiste, ki imajo najmanj jumbo plakatov in najmanj voliti tiste, ki imajo največ jumbo plakatov, ker nismo vsi isti. Nekdo ima za kampanjo od 500 000 evrov do 700 000 evrov, nekdo ima pa za kampanjo podcast, primer Roka Kadojča.
In jaz sem ponosen, da te ljudje tukaj imamo tudi srce in željo po enakopravnosti. Mislim, da je to veliko bolj šteje, kot pa to, da vam na vsake 4 leta nekdo pride v vaše okolje, vam da en kuli, vam da en blokec z majico. Jaz mislim, da je to podcenjevanje slovenskega naroda, z vsem spoštovanjem do vseh, ki to počnejo v dobri luči, ampak sam osebno mislim, da ni naloga politike, da na vsake 4 leta potala 10 gramov kave, 2 kulija in neki. To lahko delajo potem, ko dobijo volitve. Takrat jim bom verjel. Če pa to delajo pred volitvam, so pa to neke vrste te politični bombončki in tukaj gre za podcenjevanje državljanov. Ker državljani vse, kar si želijo, da opravljajo svoje delo, da so za svoje delo pošteno in korektno plačani in da si sami lahko privoščijo te stvari. Ja, recimo, zdaj čisto kot laik sprašujem. Rekla sta, povezali smo se. Se pravi, dobra država. Dajte to za naše poslušalce povedati, kaj pomeni zdaj ta povezava? Ali je to zdaj kaj skupna lista, ali je to koga mi zdaj volimo? To pomeni skupna lista. Formalno smo bili vlagatelji teh kandidatnih list po vseh volilnih okrajih v Sloveniji, 2 stranki, ne? Ampak lista se imenuje stranka, mislim, Naša prihodnost in Dobra država. To se voli. Ne? Me pa čudi, odnos novinarjev, pa jaz mislim, da ne gre za nobeno naključje. Zelo redko preberem naziv naše liste, da je pravilno zapisan. Ja. Ali da nas ankete merijo, ali nas merijo ločeno, ali je samo dobra država, ali je dobra država in naša prihodnost. Zdaj je bilo na soočenih, je bila naša dobra država, vejca dobra prihodnost. Mislim, to samo gledaš, ne, ampak to ni naključje. Ne. To so vsi večji mediji. Ne. Jaz sem da nas tudi urgiral, dal neko zahtevo za popravek, saj nacionalka si tega ne bi smela prvoščati. Ne. Pa si. Vemo, zakaj si prvošči. Ne. V politiki ni naključje. Če smo se kaj naučili, je to definitivno, da se nič ne dogaja slučajno. Je pa zanimivo, da državljani že vsa ta soočanja, gledamo vedno soočanja opozicije in vlade, ki sta se soočala zadnje 2 leti in recimo, če pogledaš prejšnji mandat, se konstantno soočajo oni sami med sabo. Ko pride do soočanj, bi se soočati mogli z njimi in z opozicijo in z vlado pošteni novi obrazi. In takrat bi lahko mi dobili informativni program, da resnično, ker glas ljudstva ni samo opozicija, niti vlada. Glas ljudstva so predvsem tisti ljudje, ki so bili primorani sprejeti takšne izzive in iti v tako bitko. In v tem primeru naloga RTV-ja je, da informira državljane čim bolj široko, ampak nažalost sami novinarji lahko povedo, da nimajo niti te možnosti. Marsikdo bi si želel recimo kaj narediti. Absurd je to. Spet moram izhajati iz sebe. Jaz že 2 leti nisem bil upoklican na nobeno oddajo na RTV-ju, samo zato, ker sem bil na zabavnem programu, kjer maske niso bile obvezne, s prerezano masko. Ja. Ampak to je šlo za hec. Mi se niti hecati več ne smemo. V prejšnjih 2 letih smo se lahko samo cepili. Niti hecati se nismo več smeli. In vsi ti ljudje, ki danes zagovarjajo svobodno odločitev, kje so bili te ljudje, da bi branili tiste ljudi, ki so bili pod predvezo, če hočeš delati, državne inštitucije, se moraš cepati. In če človek hoče preživeti sebe in svojo družino, je naredil kaj? Šel je čez sebe in je vzel to dozo. In mogel je še podpisati, da se strinja in prevzema odgovornost za stranske učinke. Kje je naša opozicija? To jaz niti ne zameram, niti desnim. Oni so jahali ta val in so delali to zgodbo, kakor so jo delali. Jaz zameram tem levim, ki se imajo za bolj napredne, bolj intelektualne. Potem ti pa ne dajo niti možnosti svobodnega odločanja, ko gre za nas telo. Spomnimo se pa njihovih poslancev, ko se je bilo potrebno testirati za droge, so rekli kaj? Da gre za prekomeren poseg v človekovo telo. Dame in gospodje, a zdaj vidite, da ni cool, da je vedno dobro govoriti resnico, ker na dolgi rok ne moreš zebati. In tukaj ne smemo pozabiti, da moje mišljenje
je, da ne sme biti prisile v nič. Ne sme biti niti prisila za cepljenje, ne sme biti prisila v delo, ne sme biti prisila za obvezne volitve. Ne, mi moramo to z lepo komunikacijo na način, da se ljudje zavedajo, da če njihov glas na volitvah ni vdan z njihove strani, ta glas pripade nekomu, ki se z njim najmanj strinjajo. In ko ljudje to slišijo, ne morejo verjeti, so presenečeni. Mislim, se to je logično. Ne? Ja, pomisliš, če pomisliš, ampak nažalost, jaz tudi tega nisem vedel do primer 8 let nazaj. In zdaj le to vedno ponavljam ljudem, da vejo, da če oni bojkotirajo volitve, v bistvu jih ne bojkotirajo, njihov glas dobi tisti, ki se z njim najmanj strinjajo. In potem državljani jasno opravijo svojo dolžnost. Ejo, prijatelj moj, ti pa nauš. In enostavno obkrož nekoga, tistega, ki mu je najbližji. Jaz sem pa prepričan, da niti jaz, niti Ivan ne bova mogla biti nekomu popolna, ker nisva iz plastelina, da bi naj vsak oblikoval po svoje. Sva pa definitivno lahko bližje poštenim ljudem, kot vsi tisti, ki se vam zdaj smejijo iz jumbo plakatov. Če pridete, primer, Ko pridemo? Ko pridete, Ja, tako bravo, je, ja. Ko pridete, Ko pridemo? ja, Ti pride z nami. Ja, čeprav slišim, no, zdaj le po medijih, 5 prijateljev, KUL plus Gibanje Svoboda se že kar proglašajo za neke zmagovalce oziroma voditelje nove vlade, volivce pa kar jemljajo za samoumevne. To mi je zanimivo, ampak malo samozavesti mora biti. Ne, ampak je tako, veš, kar Ja, jaz isto ja, recimo ja. vprašam, koga boš volil, tega pa tega. Zakaj? A veš, zato, ker ne vem, kako si ti rekel, zato se ga največ kaže, ne se on je zdaj odrešitelj. Ja, doskrat se itak, zakaj pa tega volil? Najmanjše zlo, spet. Sam kako, na podlagi česa to veš? A veš, najmanjše zlo, ne? Recimo, vse ne veš. Jaz moram tukaj izpadati maksimalno korektan. Jaz bi najraje videl Ivana si želim videti na soočanju v družbi Roberta Goloba, v družbi Luke Mesca, v družbi Alenke Bratušek. To je moja želja. To je moja še večja je, da družba. se soočam s Toninom Počivalškom, gospodom Janšo. Če si upajo, ne upajo si. Ne. Evo, dame in On gospodje, lahko leti tam v Kijev, pa nekega generala, pa rešitelja špila. Ne pride na eno soočenje. Lahko samo 10 minut. Ampak njega ni, ne? Dame in gospodje, slišali smo in Ivan in jaz pa vedno na razpolago na soočanje s komorkoli, kjerkoli, brez fig v žepu. Kar se pa tiče Kijeva, bomo pa pač opravili novinarsko delo. George Orwell je napisal: novinarstvo je tisto, kar si oblast ne želi, da pride med ljudi. Vse ostalo se šteje med stike z javnostjo. Lepa. Pogrešam in ne želim biti kritičen, ker imam ogromno kolegov novinarjev in oni meni povejo iz prve roke, imajo nek limit, ne smejo čez limit. Tako da, dame in gospodje, govora o svobodnih medijih, svobodne medije boste videli v kratkem, vam jih bom predstavil. Skratka, če je bil gospod Janez Janša resnično v Kijevu, pol obstaja tudi nek Kijev na Poljskem. To so zbrskali. To sem videl en video, ki je nek vlogar dolgo. Novinarji, Ani Sličina, se pravi Ljubljančan, Šiškar, je šel to sem gledal. na železniško postajo, na kateri so se slikali in tako naprej. In je dokazal, da ne gre za Ukrajino, da gre za Poljsko. Ampak mi še vedno imamo opozicijo Šarca, ki je verjetno isto to zasledil, da je prišel ta video, da ne gre za Kijev na Poljskem. Ampak ne, oni vsi še zmeraj govorijo to, da on hodi recimo v Kijev in novinarji še zmeraj govorijo, da on bil v Kijevu. Jaz ne verjamem, da bi lahko Ivan Janša bil v Kijevu, pa da ne bi naredil selfie vzunaj na mestu, da ne pokaže svoj pogum. Ker če si že bil toliko pogumen, da greš v Kijev, pa da ne se ne slikaš vzunaj, že tukaj nekaj smrdi, ne? Ko sem se pogovarjal pred kratkim z enim prijateljem, moramo povedati, da mene tudi marsikdo vabil v igro. In ko sem se pogovarjal, ne bom zdaj njega javno izpostavil, ker bom obdržal malo politične kulture, ker oni še niso dobili priložnosti. In
sem se pogovarjal z njim, sem rekel, škoda, ker se niste še vi povezali z nami, ker bi res lahko poharali. Škoda tudi za ostalo eno stranko, ki je bila že zelo blizu dogovora, pa se je zataknil z enim klicom. Skratka, sem omenil njemu, sem rekel, ful bi bilo dobro, da bi bili skup, da bi res naredili boleč rezultat. In je rekel, škaj moraš razumeti, da je tukaj pri nas toliko pa toliko ljudi, ki se že toliko pa toliko let borijo, da pridejo v parlament. In jaz sem direkten človek in sem rekel, jaz sem mislil, da mi delamo stvari za to, da bomo živeli v boljši državi. In ta mindset naštimati zdaj ljudem, da če bi oni šli zdaj, če bi mi zdaj skupno, bi definitivno lahko še več procentov dobili. In potem se nimaš ti tukaj kaj za bati, ker potem, ko delaš dobre stvari prihajajo na nek način same od sebe. Tako da jaz se veselim prihodnosti, ker definitivno to niso naše zadnje volitve. Ja, jaz upam, da ne. Mislim, gotovo niso. No. Bi pa rekel, no, zdaj v zadnjih 2 letih je veliko govora tudi o medicini, ne vem čem, ne, sem pa slišal eno dovtipno zelo dobro izjavo, ne, da je najzahtevnejši medicinski poseg je odstranitev stolčka z politikove riti. Ne. In to vidimo, da se potrjuje iz dneva v dan, ker to, kar pa počnejo tudi zdaj, tekom volilne kampanje, pa v tem obdobju, ko smo se mi formirali in to je pa zdaj šlo pa že preko vseh meja. Ne. Ampak sistem se samo ohranja preko zakonodaje, preko podpore gospodarstva, medijev, seveda prodanega politično nastavljenega gospodarskega kadra. Ne. Tega je ogromno in potem ne čudi, zakaj nismo mi neka druga Švica, ne. Ker mi spravim, da imamo naravo čudovito, kadre, znanje, ne. V 10 letih mogoče bo Švica druga Slovenija, zakaj pa ne? Ne? Komot, ne? Ampak sem treba skup stopati pa spucati vso to svinarijo, ki se je zdaj navlekla v zadnjih 10, 20, 30 letih. Ne? Kaj bo prva stvar, na kateri boste delali? Prvo, naš program je odličen, bom rekel, najboljši. Absolutno tudi ta kohezija oziroma povezano homogenost v teh programskih izhodiščih tudi z dobro državo, ne? Preglednost, transparentnost. Jaz verjamem, če se tle naredi oster, res učinkovit takoj od prvega dne naprej, preglednost, vzpostavi transparentnost na najvišji nivo, se bodo tudi vsi ostali podsistemi poštimali, večina kar sami od sebe. Ne? Ker saj vemo, ljudje imajo nekaj v sebi, da delajo proti dobremu in vsemu, ampak se da v sistem lepo nastaviti varovalka, da jih teh priložnosti čim manj. Če pa vseeno pride do njih, imamo pa organe, ki bodo to lepo pregledali, sprocesirali, obsodili, zaprli, izločili. Hvala lepa. Eno stvar, kar je mene isto naučil moj starejši, dajmo reči, kolega, ker to so bili tudi ljudje, kateri so meni dali zeleno luč v smislu, da bi bilo škoda, da ne grem, ker vse, kar delam, je politika in bi bilo res škoda. In Boštjan Kotnik je bil eden od teh, ki me je poklical in je rekel, si vidiš, kako je? Pejt, zdaj, ko boš, jaz si prepričan. Ja, pa moj prijatelj Denis si ga še spoznal, isto. In odvetnik moj mi je isto svetoval. Prav, škoda bi bilo, da ne. In jaz sem veliko cajta razmišljal o tem in sem se držal do zadnjega, da ne bi šel. Ne? In, zakaj ne bi šel? Zaradi tega, ker sem vedno hotel, da opravljamo glasbeniki svoje delo, ne vem, politiki svoje, zdravstveni delavci svoje, ampak težava rata takrat tam, če nekdo ne opravlja svojega dela pošteno in ti laže 30 let, da ga opravlja pošteno in vestno. Mene najbolj kar zaboli. Jaz ne zameram nobenemu poslancu, ki je kadarkoli glasoval po lastni vesti. In to so tiste stvari, katere sem rekel, da pač lahko definitivno garantiram. Nikoli ne bi obljubil ničesar, kar nam mogo uresničiti. Vedno se bom boril za malega človeka,
Ko sem to napisal na Facebooku, se je najdla cel kup ljudi in me je rekel, evo, že deliš ljudi, ljudje ko mi čakajo, da ti lahko nekaj vržem naprej. Ampak na srečo je Ivan takoj tam napisal, ali ste si pogledali, kaj sploh beseda mali človek pomeni oziroma koga predstavlja. To predstavlja, se pravi, ljudi brez nekega družbenega vpliva in takih je praktično veliko. In tudi sam izhajam iz družine, kjer smo praktično bili mali ljudje. To je ena stvar. Druga stvar, ki je zelo pomembna, ta glasovanje po lastni vesti. Jaz pa Ivan, zdaj dam primer. Tudi če se ne bi strinjala okoli ene stvari, bom jaz zagovarjal do smrti, da morajo naši poslanci glasovati po lastni vesti, da ne smemo biti v smislu tako, kot vsi ostali. A štekaš? In če ljudje ne prepoznajo kot pravo politiko in če bodo glasovali še kar naprej, tako kot so glasovali do zdaj, bojo še naprej imeli Janje Sluge in vse te ljudi, ki so pripravljeni se oglasiti takrat, ko jim nekdo reče, da se oglasijo, in pripravljeni biti tih, takrat, ko jim nekdo reče, da morajo biti tih. Jaz sem imel dobro izkušnjo, šlo se je za slovensko glasbo, za slovensko besedo, za kvote. Jaz sem bil razočaran. In levi, in desni so pustili vse glasbenike na cedilu. Tega se verjetno glasbeniki niti sami ne zavedajo, zaveda se jih par. Gušti vem, da je bil zraven, Gal Gjurin je bil zraven, Tikara Kožvač je bila zraven, ker so oni, zadnja dva našteta sta bila del neke ekipe, ki se je borila. Ampak takrat, ko sem jaz doživel na svoji koži in ko sem rekel jim v državnem zboru, a si predstavljate, da zdaj mi naredimo kvoto za vas in rečemo, 40% je lahko zdaj samo Slovencev, ostalih 60% bomo pa pripeljali bolj sposobne. 2 Šveda, 2 Norvežana, 2 Angleža, 2 Francoza. A misliš, da se jih je kaj dotaknil? Seveda, da se jih je, jaz sem se njih dotaknil, ampak oni so pozebice, kateri so pol naredili točno to, kar jim je bilo naročeno oziroma kar je bilo že zmenjeno. In to je največji razlog, zakaj sem se jaz odločil, da se dam na razpolago ljudem kot sluga. No, se danes je rekel, poslanci v bistvu... Tako, če bomo šli gledati preko kakšne grške, mislim, da besede se lahko razvije, da so poslanci na nek način sluge. In jaz recimo eno stvar, kar vem. Mene, če bi poklical 65-letni penzionist ali penzionistka in rekel, da ne more priti do svojega zdravnika, jaz bi se usedel v avto, zapeljal do Koroške, vzel gospoda ali gospo, šel v zdravstveni dom in bi rekel, jaz ne prihajam v svojem imenu, niti v imenu gospoda. Prihajam v imenu 200,000 Slovencev, ki so nam zaupali glasove in zdaj želimo, da takoj najdete prostor za tega človeka, drugače ne grem stran. Take stvari bi jaz počel kot poslanec. Ne samo tam, da bi sedel pa dvigoval roke. To resnično vidim kot poslanstvo. Vse ostalo je za stike z javnostjo. Kaj pa, Ivan, tvoji kandidati, iz kakšnega družbenega sloja prihajajo? Zdaj recimo Kranju vem, da je nek profesor. Ja, zelo širok spekter, od doktorjev znanosti, od mladih, starih, športnikov, glasbenikov, bivših tudi politikov nekaterih. Ne. Ampak jaz lahko res trdim, da lista kandidatna naše prihodnosti in dobre države je vrhunska. Ne. Tudi ta energija, ne, ki jo čutiš skozi. Vse je naporno, pa volilna kampanja, ampak se znamo imeti tudi zelo dobro. Ne. Vsem se iskreno pogovarjamo, če se o čem ne strinjamo, ni problema. Ne. Se nismo zdaj neka čreda enoumja, ki rine pač vse v isto špranjo, kar nam nekdo od zadaj naroči, ne, in kimamo in smo neke glasovalne tipke, ne razmišljamo svoje betica. Ne. In to meni največ pomeni. Ja, ta povezanost, res želja spremeniti stvari na boljše, ne, ker v spredje je treba dati javni interes. Jaz še zmeraj pravim, da je pred večini teh obstoječih, pa bivših, pa parlamentarnih strank to ni ponotranjeno. To so neke
to so neke floskule, mi se bomo morili za vas, ja, vemo pa pol, da se predvsem zase. Ne. V bistvu priložnost, to je vse. Ja, vse pravim. to. Ne vsak glasuje, kakor hoče, ampak dajte nam priložnost, pa boste videli, kako se hitro spremenijo lahko stvari. Sam treba je imeti, ne bom rekel kaj, ne, pogum, pa tisto spodaj. Ne. Jajca. Jajca, okej, to je ta yin-yang. Ignorirati lobije, neke pritiske, sam rečeš tako, talk to the hand, jaz te ne poslušam, stran pet, ne, tako kot sem že mnogim rekel, ne, tudi tole kupčkanje, pa sem bil v razne stranke, pa skupine, sem rekel, kaj to je, mislim, dajmo se zresniti, ne. Sej sem bil tudi v KUL, pa še preden je KUL koalicija nastala, sem jaz to že vedel, da bo nastala, pa so me iniciatorji vabili, pa da bi jaz to podprl, ne? Pa sem rekel, a bo to skupna kandidatna lista. Ne, mi se bomo zdaj nekaj pogovarjali, da se bomo sporazumeli, če bomo prišli v parlament, da se bomo pol sporazumeli, če se bomo sporazumeli kar nekaj, ne, okej. Povežite se, ne, isto neki novi igralci, nam zdaj očitajo drobljenje glasov. Zakaj nisi pa ti pristopil k nekomu drugmu, ne? To je, in jaz sem že takrat pol videl, da je še več narobe, kot sem si predstavljal. Ne. Že je ob nastanku tam konc 2020 ta KUL, pa se potem nek Jože pa Damjan pojavi, pa ga čez noč ni, pa pride nek Porsche Charlie Rjavec, ne, kar čez noč, ne, in vsi ga Stari podpirajo. lisjak. Ja, vsi ga podpirajo, ne, okej, še vsem boljš, kaj Janez Pozeba, ne, ampak Tako. ne pa kaj dost, no. Jaz sem zmeri tudi, takrat sem se malo pošalil, ne, za Rjavca, ne, ja, smo držali pesti, ne, saj vemo vsi, da je politična podlastica, ampak takrat je bil naša podlasica, ne, ker je to bilo vse, kar je bilo, ne. Ja. Ja, ampak se pravim, te zakulisne igrice, ne, ja, KUL, vsi smo se dogovorili, tudi zdaj s to gibanje Svoboda nekaj, ne, ampak to je zelo neka nehomogena celota, ne razumejo se med sabo, jaz vidim, kaj se v resnici dogaja, ne. Kaj šele, da bi povedali, kdo so arhitekti v ozadju, razni Golobiči in ne vem kaj. To je treba javnosti povedati, ker te sile, to se tera, pipce, bog ne, da se jim zapre, ne. Če pa bo strah, da se jim zaprlo, se pa pol tudi levi pa desni dobijo v pacugu, lepo na kakšnem pikniku pa zdilajo, ne, saj sem jaz pravil, ne, če so levi na oblasti, se bodo levi na jahti z Božjem dimnikom lepo pelali, ne, če bojo drugi, se bodo drugi, ne, to je, mene ne bo noben več za nos vlekel, vem, kako laufajo stvari, sem To je dost v bistvu nevaren, tako rekoč. A veš, Rok, če lahko se navežem, lepo prosim, to je zelo pomembna informacija. Zakaj sem se odločil? Ker sem naveličan, da poslušam, mi bomo za penzioniste to, mi bomo za penzioniste tisto. Točno za te penzioniste, ki so gradili to državo, ki so si zlomili hrbet za to državo, jih vlečejo za nos levi in desni. Zakaj? Jaz sem prišel do enega zaključka, ker je šla moja mama v penzijo. Moja mama je, se pravi, dočakala, nažalost na koncu tudi se upokojila zaradi določenih bolezni, imela je 3-4 operacije in tako naprej, da ne razlagam podrobnosti. Bila je v javnem zdravstvu. Vsak mesec preko zavarovalnice je firma nakazovala 30-50 evrov na mesec. Ne vem, koliko je imel kdo. Mami se je recimo nabral za časa penzije, se to zbira, da ko greš v penzion, da lahko narediš fasado, da si lahko zamenjaš avto, da lahko zamenjaš kuhinjo in tako naprej. Rečemo, da je mami dobila primer 10 000 evrov ušparanga denarja na dolgi rok, 20-30 let. Ko je prišla v penzijo, se je odločila, da bi vzela ta denar, da z očetom primer zamenjata kuhnjo. A je lahko vzela denar v celoti? Gledalci in gledalke, ni ga mogla vzeti. Lahko je vzela samo predujema 70%. Sem rekel, mama, bom šel jaz s tabo. Sem šel z njo, da vidim, da se spustim v podrobnosti. Nihče od Desusa to ni razlagal. Nihče od teh ljudi, ki zagovarjajo penzioniste, vam nikoli ni govoril o teh stvarih. Zdaj vam Zlatan Pozeba govori o teh stvarih. Ja. Kaj se zgodi? Pridem tja z mamo in vprašam, ok, kaj pa s tem 30% denarja,
to pa gospa potem lahko dobi čez 20 let, če se odločiš, da vzameš kupček. 70%, če pa tistih 30% lahko dobiš šele čez 20 let. A bo živ 5 dni, kdo ti lahko garantira? Noben. Sem rekel, ok, v redu, gospa. Bog ne dej, če se mami kaj zgodi. Zdaj me pa že zanimalo, kaj se zgodi z njenimi financami, a jih dobi moj oče. Kaj misliš? Bi rekel, da ne. Fifth, kaj ti misliš? Pa v kakšni mi to državi živimo, da nekdo vleče penzioniste 30 let za nos, po temu, pa zveš kaj tazga, ker greš svojo mamo, ki je pošteno garala za vsak evro, v lifeu ni nič ukradla. Ja, lahko bojo zdaj rekli migranti, zajedavci državnega proračuna. Me zanima, če je res moja mama bila problem, ker je korektno se zbujala tudi do 5 zjutraj 40 let, če je bila ona zajedavka proračuna ali je bila poštena in izigrana penzionistka. 30% denarja tega, dame in gospodje, ne dobi vaš partner, ne dobijo vaši otroci, ne dobijo vaši vnuki. Zakaj se na soočanjih ne soočijo s takimi stvarmi? Jaz verjamem, da bi to zanimalo vse državljane in vse te ljudi, ki prihajajo v penzijo in te, ki so že prišli v konkretne spremembe. penzijo. Ja. Tako da tukaj smo lahko jezni in imamo vso pravico biti jezni. Tako na leve, tako tudi na desne. In za taka vprašanja si je pa dobro umislil tudi kakšnega varnostnika v bližnji prihodnosti. No, lik to sem prehotel napeljati, ker si rekel, veliko se od zadaj dogaja, veliko lobby, vse je izmenjen, 3/4. To zna biti nevaren, če to izpostavljaš. Mislim, ne vem, v Sloveniji dejansko, če veliko tega govoriš, 3/4. Ti si imel neke probleme, grožnje. Ja, so bile. Jaz sem že čez to šel, pa mogoče bom šel še enkrat, ne vem, bomo videli, kam bo šlo. Ne? Ampak ja, sej to si z grožnjami smrtno, izzivanje pretepov, pluvali so name na ulici, ni da ni geste, režemo vratove, katastrofa, ne, ampak sej se nekako navadaš, ne, sej več je pozitivnega, kot negativnega, res je, da se ti to bolj usede v glavo noter, ne, Ja, to je pa v srce, ne, na dolgi rok, ampak jaz sem rekel tle, da bom neomajen, ne vsak trobi tisto v svoj rok, jaz vem, kaj je bilo, ne, kaj se je takrat zgodilo, vem tudi, kaj se zdaj dogaja, ne, kako podlo igro se greje vsi, ne, proti nam, jaz mislim, da predvsem zaradi strahu, ne, tam mogoče tile bojo pa res mogoče resno zagrabali, pa spucali štalo, ne, ker se da, tam le Šubičevo se da spucati, da se bo svetila kot laboratorij, če se mene vpraša. Ne, da res se da. Ne se smeje. Ne, resno mislim, ne. Pa potem slišim razna potikanja, pa neke govorice, če je šlo iz vrha stranke Gibanja Svoboda, da jaz pošiljam, da slišijo, oziroma ne vem, ali to oni širijo, da jaz zalagam Bojana Požarja z nekimi informacijami in ne vem, čem sem rekel, lejte strički, jaz pa tete, jaz lahko poligraf ponudim, jaz Požarja videti ne morem, ga zalagam z ničemer in ga tudi ne bi, ker vemo, kakšen posameznik je to, nek trol novinarski, ki nima pojma, mislim, zveze z realnostjo, vse jo ima verjetno, ampak ne pri tem poslu, ki ga upravlja, in tak človek bi mogel biti že zdavnaj ob novinarski poklic, sploh kar je meni delo, ne. To so neke izmišljene zgodbe o ponarejenih diplomah, da sem podpisal podkupnino, ne, tisto je bilo kaplja čez rob, sem ga tožil, ma ga nisem kazansko, ne, on je mene nazaj, joj, me obtožujete, da ponarejem dokumente, nikoli tega nisem rekel, vidite, funkcionalna pismenost vam dela težave. Jaz sem rekel, da ste ponarejene dokumente objavil, ne. In sem šel zdaj tu vse postopke, na razgovoru na NPU so mi povedali, ne, ampak končnega poročila, ki bi šlo na tožilstvo, tega pa ne dajo. Ne? Tega nima. Jaz sem šel prek zahtev za dostop do informacij javnega značaja na zavod. Eno leto se že borim. Je bilo več ping-pong, pa na pritožba. Vse pritožbe sem do zdaj dobil. Zdaj mislim, da imam celo kupno enih 17 postopkov še odprtih, ne, na raznih področjih, ampak zavlačujejo, porabljajo proračunski denar za odvetnike, za drage storitve, tožijo informacijskega pooblaščenca, vse z razlogom, da Ivan Gale ne bi dobil črno na belem, da je šlo za same ponaredke, kar je evidentno že samo po sebi, ne. Mislim,
Jaz sem tudi rekel, kjer idiot bi pa podpisal prejem podkupnine. Mogoče kakšni so, ne. Jaz ne, tudi nikoli v življenju nisem prejel nobene podkupnine. Ne. So bile pa zdaj zelo neke nespodobne ponudbe. Ne. Tudi sem se pogovarjal na 4 oči z nekimi od poslanci raznih, ne vem, Zemljaričev in ne vem koga, ne. Pa bomo pomagali, pa denarja je kakor češ, pa služba, pa 5.000 evrov, pa sem rekel, sedel v lokalu, se prav enkrat spomnim, ki je bil ta primer, pa je bil še zelo vroč čaj, pa sem ga spil, sem se malo poparil, rekel natakarju, prosim račun, temu sem pa rekel, hvala za vaš čas, nikoli več se ne bova videla, pa prosim, da me več ne kontaktirate. Tako se dela s temi. Neč, sploh uno, kad jih ni, ne, kad smetine. Kar pestro. Ivan ima cel kup primerov, jaz imam cel kup primerov in resnično, kakor bi rekel Boštjan, sodniške obravnave in vse to, kar nas je doletavalo od teh groženj do pregona. Jaz mislim, da gre tukaj za resničen in upam, da bodo ljudje prepoznali ta resničen simbol upora in da ne bodo padli in zagrabili nekoga drugega kot rešitelja. Tako da ne smemo pozabiti, da največja žalost za Slovenijo bi bila, da si dovolimo, da zdrsnemo v enoumje, ker enoumje ne prinaša napredka. In zaradi tega bi bilo dobro za soočanje in levih in desnih, da se soočijo tudi z ljudmi, kot je Ivan, in da se soočijo z ljudmi tudi, kot so vsi ostali, ki želijo delati spremembe. To bi bila ta prava demokratična poteza. Zdaj pravilniki njihovih so takšni in drugačni, ampak še enkrat ponavljam, glede na to, da sam Ivan Janez Janša sploh ne hodi na soočanja, pove veliko o njemu in veliko o nas, ki si želimo na soočanja. Ni to absurdno? Mislim, to je neverjetno. Ironija, ne? Čist. Ja, mogoče, če bi ga organizirali prek Twitterja, po moje prvak. Tisti bi bil pa res. No, še ena stvar, to je dobro, da povemo, to ne smemo recimo pozabljati, kako njihov strankarski medij deluje. Moram reči, in levi in desni. Ne. Meni očitajo dostikrat primer nedelo in da živim na račun države. Zdaj pa, dame in gospodje, človek, ki vam praktično predstavlja vse ostale kot problem, da bi sebe zakril kot največjo težavo, je prvak državne pipe. To so ljudje, ki so 30 let na državni pipi in zdaj, kje rata težava? Ni težava, da on dela in opravlja svoje delo. Problem je v tem, ker on zaposli bratranca, sestrično, od tete, strica, on omogoč tolkim ljudem, da delajo, zato pa mu ljudje to verjamejo in kako bi rekel, slepo sledijo. Zaradi tega, ker če bi jaz recimo Rok tebi zdaj omenil, zdaj bom pa jaz, ki prijem na sceno, tebi bom omogočil nove prostore za tvoj podcast, kakšno kamero še in tako naprej, in še kakšno kamero zraven, ti bi bil meni hvaležen do konca življenja, ne? Skor. Dobro, mogu, okej. Od volitev do volitev. No, razumem. Jaz se dostikrat hecam tudi z mojim prijateljem Denisom. Nažalost, mi res imamo, politiki so delno odraz naše družbe. Tista tiha večina, pa do zdaj očitno res ni imela neke izbire in kadarkoli je dala nekomu zaupanje, tudi sam spadam med njih, se je vedno prek rošade zgodilo tako, da se nekaj razpade. In jaz moram govoriti direktno, včasih so mi rekli, ni dobro kazati s prstom na druge, ne? Daleč od tega, da jaz kažem s prstom na druge, jaz navajam samo dejstva. Ko sem jaz podpiral Levico, ko je bila še Združena Levica 8 let nazaj, 2 mandata, so oni imeli v svojem statutu, da bodo njihovi poslanci lahko samo 2-krat poslanci, potem se odmaknejo in pride nekdo drug. Vprašanje za Meseca, gospod Mesec, zakaj kandidirate v 3? Kordiš, zakaj kandidirate v 3? Hočem povedati eno stvar. Boste rekli, ja, to je bilo prej, zdaj smo mi, ja, oni bodo vedno najdali potem izgovore, ampak to so dejstva, od katerih ne morejo pobegati. In vsi njihovi ljudje, ki so jim pomagali, pa daleč od tega, da bi jaz imel karkoli proti njim, jaz se z njimi strinjam, ampak eno je govoriti, drugo je pa potem probati kaj ustvariti.
ko so imeli opcijo, da bi z gospodom Šarcem, Marjanom, parijeli za volan in veslali skupaj v isto smer, so oni bili nekaj posebenega. Oni niso hoteli biti trdno z njimi, oni so hoteli nekaj biti tako. In potem, ko je prišlo do nekih zva, mi gremo stran, kao nekaj razpade, pride Janez. Se pravi, jaz vas sprašujem, dragi državljani, kdo je nam pripeljal Janeza nazaj na oblast? Kdo je Janezu omogočil oblast? Zlatan Čordić ne, Ivan Gale ne. Vi, ki ste dali vaše glasove tistim, ki so rekli, da ne bodo šli z njim v koalicijo, tudi ne. Ampak so nam na koncu vsem zabili nož v hrbet in so šli z njim v koalicijo s pomočjo seveda vseh teh akterjev, ki se zdaj predstavljajo, da bodo zmagali oziroma bili rešitev zdaj in kako naj jim zdaj mi zaupamo. Če želite iti na led, izvolite, samo prosim vas, ne govorite kasneje, da vas nismo na to opozarjali. Naj samo vprašajo svoje stare starše glede teh stvari, o katerih smo se pogovarjali, naj samo vprašajo svoje starše, na kaj smo lahko ponosni, da je delo politikov, pa da ne smemo omenjati narave, športa in uspešnih samostojnih podjetnikov, kot je na primer Boskorol, gospod. Jaz pravim, nisem ne lev, ne desen, jaz sem samo človek, ki želi boljšo prihodnost za vse državljane Republike Slovenije. In ideja, katera je prišla v javnost, ko je prodal Pipistrel, mislim, da ameriški. To je bilo zdaj prekratkim. Prekratkim, ja. No, rad bi povedal, da moja sestrična je zaposlena v tej firmi, šla je kot begunka v Ameriko. Tako da ljudem, ko se da priložnost, lahko naredijo tudi kariere in potem delajo recimo velike stvari. In jaz pozdravljam idejo, da se odkupi nazaj Fruktal. Ni državnik tisti, ki razprodaja blaginjo, državnik je nekdo, ki kupuje tuje stvari in jih spreminja v blaginjo. Tako da na tisto vprašanje Borut Pahor ni znal odgovoriti. Nihče, kogarkoli sem vprašal, mi ni znal odgovoriti. Se pravi, kaj je tisto delo politikov, na katerega smo lahko državljani ponosni v zadnjih 30 letih. Zdaj zelo težko je njim govoriti, mi smo lahko ponosni na svoje bratske posle in tako naprej, ampak tisto, kar pa je nam jasen, da bi rekel, to je bilo pa res dobro in to pa kapo dol, ne? Ker ne smemo pozabiti, da mi smo vedno bolj in bolj zadolženi. Slej, ko prej, ko hudič pride po svoje, nekdo bo mogel to vrniti. In jaz se vprašam, kakšna je naša samostojnost. A je to naša samostojnost, da je zdaj, ker imamo 20 000 dolga po glavi na prebivalca? Ja, tam nekje so številke. Tam nekje, ampak skratka, hočem povedati, ljudje se niti tega ne zavedajo, da enkrat lahko pride hudič po svoje. Ja, in potem se že politiki, Kar izvoli. Se še hvalijo, kako poceni je denar, da se zadolžujejo po najnižjih obrestnih merah v zgodovini. Ja, itak, se vsi, ne. Zdaj vemo tega kapitala, mislim, denar je preveč, ne vejo, kam bi z njim, ne. Ampak pol pa pogledaš, ne, država se je zadolžila, pa izdala neke obveznice, datum dospelosti pa 2080, 2082. Pa se sploh zavedamo, kje je to, ne. Ja. Mislim, ampak ne, itak, ja, ta zapitek bo enkrat prišel nazaj, takrat nas bo pa bolelo, ne. In ko se bo pol recimo nek kapitalski trg, pa preko nekih bonitetnih agencij malo zarotil, ne, spet, malo bojo padle bonitete, obrestne mere bodo šle gol, pol bomo pa piskali tanko, ne, in pozabite pa na neko suverenost in ne vem kaj, ne, ker nas pelejo žejne čez vodo vsi. Sploh ti boni, recimo, ne. Že to je tak pokazatelj, da... Ja, to so neki boni, ja, oni pravijo sicer, da so to bombonjere, ne. To je sploh smešen. To je brez veze, ne, ampak to oblasti paše, ne. Oblasti paše imeti človeka pod kontrolo, da je odvisen od njih, ne, da ne razmišlja svojo glavo, da je cel dan nekje za nekim računalnikom ali za tekočim trakom med policami ali na blagajni, ne. To vsakmu paše, ne, ker vsak, ki se bo hotel samo uresničevati, pa batov, ta je pa nevaren, ne, ta nam pa lahko pa škodi, dajmo ga še bolj zatreti, ne. Tako da mislim, da pol država bi šla rada v tej smeri, da bomo posamezniki čisto odvisni od nje, ne. Država vam bo dajala, ampak če pa ne boš pridnete, pa izklopimo čez noč lahko, ne. Ampak bodite pridni, mi vam bomo dajali na dolgi rok, tisti znavni rek, ne.
you will own nothing and be happy. In to je vsem, ne, vse te elite vidim, ne, to so neki narcisoidni psihopati, ki hočejo ukleščati ljudi, ne, jih pač podjarniti, kolikor se da, z nekim vseobsežnim nadzorom probajo uvesti nek sistem dobrega državljana. Ne. Na Kitajskem je to potencirano, ampak tle gre vse v to smer. Ne. Ljudje bomo malo postali neka številka, nek robotek, neka črtna koda, QR koda, neka živina v hlevu. Ja, ne bomo. Ne. Treba je drugače početi. Ne. Ampak nimam upanja, da obstoječa politika misli tako, kot jaz zdaj govorim. Ne. Vsak misli, da je svoboden, naj pomisli, za koliko časa se je zakreditiral. Nisi svoboden, dokler imaš kredit, to je prva stvar. Sam sem to dal že zgodaj v rani mladosti čez. Druga stvar, vsak, ki misli, da je svoboden, naj se vpraša, koliko dni ima leto. Vsi zdaj že vemo, da jih ima 332. V glavnem. Pa predstopil 380. V glavnem, 365 se pravi. Hočem povedati, naj se zdaj vprašajo, koliko imajo dopusta. In zdaj naj pogledajo, koliko imajo dopusta in koliko je delovnih dni in se naj sami sebe vprašajo, ali je to resnična svoboda. Kaj menite recimo v krajšem delovniku? Primer. Definitivno. Jaz mislim, z Ivanom sploh nisva veliko klepetala na to temo, ampak verjetno se oba dva strinjava, da ima Švedska nek model in je lahko res lep primer, kako rešiti večinoma te stvari, ki so pri nas. Moram eno zgodbo povedati, zakaj Švedska. Ko so se v 70. letih na Švedsko pelali delavci iz bivše Jugoslavije, je prišel en delavec izmed njih na mejo. Potekel mu je pasport, pa ni vedel. Pa mu je gospod Pocaj objasnil, da mu je potekel pasport in da ne more čez. In on je rekel, da mi nazaj pasport, mu je dal pasport, je vzel denar, je dal noter ne vem koliko denarja, mu je dal nazaj pasport, pa je on gledal, kva tebi ni jasen? Kva tebi ni jasen? Ko je prišel do sodnice, mu je rekla, gospod, kaj ste hotel s tem doseči? Prav, pa kao tako, ste vi bolan, pač, ko ste hotel na ta način? Prav, ne, prav, to tako pri nas funkcionira, prav, pa vi ste vsi bolani. To so te. Hotel si nekaj dodati glede delovnika, se mi zdi. Sej pravi, to smo imeli tudi mi debate. Jaz bil sem tudi 9 let tam na zavodu, vodil sem tudi kadrovsko službo, kadre, vse te procese kadrovske. Ne. Ja, jaz verjamem, da s skrajšanjem delovnega časa ne bo nič manj narejeno. No. Mogoče bo imelo celo več ljudi zaposlitev. Bistvo, ste tudi v programu stranke Naša prihodnost, ne govorimo zdaj konkretno, sicer ga bomo zdaj še potrjevali, ne, ali neka opcija 5x6 ali 4x8. Fajn je določiti nek limit, ampak bistvo je nek izpolnjujoč delovnik. Ne. Nekdo bi pa hotel delati 12 ur, ne, ali pa ne vem kaj. Ne. Ampak ne smemo pa to dati priložnost, da bodo delodajalci vsakemu svojemu podrejenemu rekel, ti si pa tisti, ki hočeš delati 12 ur, in boš delal 12 ur, ne pa še za vikend. Jaz tudi imam težav s tem. Se pravi, tudi se strinjam, tisti, ki hoče delati, pač naj dela, tisti, ki hoče garati, naj gara, ker tudi sam sem praktično v zgodovini bil bolj znan kot garač. Sam vem, kako je delati za male urne postavke. Švasu sem, delal sem v hitri hrani, kasneje v McDonald'su, v uradni sem se zadržal najdlje časa. Delal sem po 11 ur zato, da bi lahko tisti višek ur vlagal v glasbo. Ampak če sem šel jaz čez to ne pomeni, da morajo iti še vsi ostali mladi čez to. In ker smo že pri mladih, ena ključna stvar, ki se bodo te stare face naučile, da jih je treba ne samo spoštovati, ta zgodba na mladih svet stoji, poslušam že toliko časa, da sem ratal zdaj že človek v resnih letih. In ena pomembna stvar, tukaj jim dajem brezplačen nasvet. Najprej se naučite prisluhniti mladim in tako boste že pol posla opravili. Lepo. Jaz mislim, da... A čas beži? Čas beži, da smo že, koliko je, smo že kar čez urico, ne? Mislim, vse načeloma pri nam nismo nikoli omejeni, ker smo svobodni. To mi deli. Ja, ampak nekako se pa hočemo držati tega, da naši poslušalci
to poslušajo iz šusa. Zato, ker če imaš ti več, se pravi, neki 2 ure, ponavadi se zgubi potem tisti message, ta prav. In veliko ljudi mi reče, ne vem, zdaj grem iz Ljubljane proti Kranju ali pa grem nekam tja, poslušam tvoj podcast, prav je dolg. Top. A veš? Top. Ja, dajte mi samo še za na konc, verjetno program poslušalci lahko najdejo na vaši spletni strani, Tako je, ali kako je s tem. Ja. Imate še kakšno sporočilo Za javnost. za javnost? Saj mislim, da smo ogromno zajeli nekih stvari. Najprej ti, pa bom še jaz. Ivan, jaz bi raje dal tebi prednost. Okay, hvala lepa. Ne, Tako. to se ne zgodi pogosto. Jaz sem kle doma. Se ne zgodi pogosto, Zlatko zmer tukaj pride, to je energy booster tam, to je Poznamo Zlatko. vsi izunga, to vse leti po luftu. Pa pozote dotika, kjer je možno. Ja, sem to bi rekel, ne, vsem poslušalkam, poslušalcem, gledalcem, kakorkoli. 24. aprila, pa tudi že tisti dnevi predčasnega glasovanja, bo zdaj smo na neki prelomnici. Je tudi krasna priložnost, da se res stvari obrnejo za 180 stopinj, da se gre na neko novo pot. Informirajte se, poglejte programe, predvsem ljudi, ki za njimi stojijo, kar je še pomembneje. Najpomembneje od vsega je pa, da tudi če nas ne podpirate ali karkoli, samo pejte na volišča, obkrožite tistega, ki vam je najbližje, dajte glas, da ne bo pol nekih izgovorov, ne, sej nimam nobenega vpliva, imate vpliv. Ne. Tako kot je že Zlatko rekel, neoddan glas je glas za tistega, ki mu najbolj nasprotujete, po vsej verjetnosti. Ne. In tudi to sporočilo bi mi radi podali javnosti, predvsem pa mladim. Ne. Mladi so tukaj najbolj apatični in jih razumem, ker so neka žrtvovana generacija, vemo, kakšne probleme imajo z osamosvajanjem in z vsem skupaj. Ne. In mene čudi, da jih ne zanima, ampak če jih ne bo zanimalo, ne bo bolje za njih. Zato pejte vsi 24. aprila je ključen datum, pejte na volišče, oddajte svoj glas, pol pa kar bo. Rok, danes smo se pogovarjali, jaz bi zaključil v tem stilu. Danes smo se pogovarjali. Moram imeti vam zadnja. Ne, se ne rabim, ampak je dobra. Danes smo se pogovarjali o stanovanjski problematiki in si ti rekel, vsi imajo zdaj rešitev stanovanja za mlade. Prav, kaj pa mi? Kaj pa naša generacija? Mi smo pa zgubljena generacija, ali kaj? Skratka, jaz ničesar nisem počel protizakonito. Držal sem se striktno Ustave Republike Slovenije. Dame in gospodje, v Ustavi Republike Slovenije piše, da je država dolžna zagotoviti stanovanja. Imate vso pravico biti kritični in zahtevati streho nad glavo, da si boste lahko ustvarjali družino. Zdaj pa, zapomnite si moje besede. Ne nasedajte tem, ki vam na soočanjih podajajo rešitve za stanovanjsko problematiko, niso pa bili sposobni tega rešiti v zadnjih 30 letih. Tako da, moramo biti odkriti, moramo biti direktni. Težka naloga nas čaka, ampak sprejeli smo izziv in če nam boste zaupali, Ivanu, meni, Violeti Bulc, naša prihodnost in dobra država, vam bomo lahko direktno poročali iz prve fronte, kaj se v resnici dogaja v zakulisju. Ker enkrat, če nam zaupate, da se borimo v imenu vas, potem lahko mi pridemo do podatkov, kateri so transparentni in razpolagamo z delovnim skupinam in jim rečemo, kaj se je delalo na temu področju in imaš vpogled malo bolj kakor pa zdaj tako, kar je. Tako da, jaz mislim, da je zelo težko na enem soočanju povedati, kako bomo rešili stanovanjsko problematiko, katero niso rešili v 15 letih, 10 letih ali 5 letih. Tako da ne nasedati tem, ki poznajo rešitev za vse, raj zaupite tistim, ki nimajo denarja za velike kampanje, ampak imajo srce, dober glas in kaj ne rečem, držite glavo gor, svet je lep, dajte si duška, prvoščite si kakšno masažo. Podpišem. Ja, hvala lepa, da ste se odzvala po vabilu in prišla v Kranj, prestolnico Alp in
lepih, kako bi rekel, gor in pogledov. Dajte prosim ta video deliti, dajte ga share, dajte lajka, dajte malo komentirati v spot, mogoče kakšno vprašanje za gospoda Galeta, gospoda Čordiča. Jaz verjamem, da bo to z veseljem tudi odgovorila v komentar, ker verjamem, da nič ne skrivata. Tako da to je to. Še vedno pa lahko vsi državljani svoje ideje pošljajo na naš naslov, naša prihodnost. Če imajo kakšno željo, kaj je treba dati noter v program, potem se da tudi tisto, s čemer se mi normalno strinjamo, se da tudi to lahko noter dopisati. Tako da, to je to. Ok, srečno. Srečno, hvala za povabilo, še enkrat res. Evo, to je to. Fifcu, gasen kuj zbriš.